Spet smo skupaj in hvala vsem, ki ste se vrnili za zaslone. Nadaljujemo z drugim delom programa in tukaj je že moja nova gostja, dr. Tina Kompare Jampani. Naša mlada sodelavka tukaj na Andragoškem centru, ki deluje, kot že na začetku rečeno, prav v tem projektu Finančna pismenost za odrasle. Zdaj, nekako običaj je že v zadnjih letih, vsaj ali pa desetletjih, da dobivamo neke pobude, neka priporočila iz Evropske unije, načelo subsidiarnosti na srečo preprečuje Evropski komisiji, da bi prav preveč posegala v politiko in stroko, ampak vendarle poskušajo, kjer se le da, kar je dobro, pa lahko tudi slabo omejevalno vpliva na nas. Kot vemo, imamo akcijske načrte in tudi širše pobude na področju zelene preobrazbe, digitalne preobrazbe in očitno, glede na naslov tega naslednjega prispevka, tudi na področju finančne pismenosti in evropski kurikul se to imenuje finančne pismenosti. Tina, kako je prišlo do tega, kako nam je ta kurikulum morda pomagal? Povej nam nekaj čist izhodiščnih zadev, izvoli. Hvala, lep pozdrav vsem. Časovnica se je idealno poklopila, zato ker tik preden smo pričeli s projektom Finančna pismenost za odrasle, je bil nekaj mesecev prej, je šel okvir za finančno usposobljenost odraslih. Tako da smo že v samem začetku projekta načrtovali, kako bomo ta okvir implementirali, kako se bomo tega orodja poslužili in ga pač uporabili za olajšati načrtovanje novih programov za finančno pismenost odraslih v našem projektu. Kako je pa do samega okvirja prišlo, je pa tako, da je nastalo, mislim, da je to eno prvo tako tovrstno sodelovanje, ko je Evropska komisija sodelovala z OECD, natančneje z INFE, to je mednarodna mreža za izobraževanje na področju financ, in so skupaj oblikovali okvir za odrasle. Danes bom predvsem najprej o tem okviru za odrasle govorila, ki je preveden v 23 evropskih jezikov, tako da je na voljo tudi v slovenščini. Sam okvir pa izhaja iz ene zgodbe prej. Leta 2020 je bil sprejet akcijski načrt Unije kapitalskih trgov in tam je bilo sprejetih 16 akcij. Ena izmed teh je bila tudi opolnomočenje, finančno opolnomočenje prebivalstva. Iz te akcije potem izhajata tudi oba okvira, tako zdaj tale za odrasle, ki je luč ugledal že januarja 2022 in pa pred kratkim, dober mesec nazaj, še za otroke in mladino, to je septembra 2023. Kaj je zdaj cilj okvirja? Je pomagati ljudem v Evropski uniji, da bodo postali bolj finančno pismeni. To se pravi, da bodo bili sposobni sprejemati odločitve, ki ustrezajo njihovim finančnim ciljem, njihovim potrebam in s tem tudi dosežejo neko finančno odpornost in nenazadnje finančno blaginjo, ki smo jo že danes velikokrat omenili. Pomembno pa je verjetno tudi izhodiščno stanje, ne? Ne začnemo čisto vsi na istem, ne? Na istem. To je tudi precej pogojeno, kot smo malo prej slišali, tudi iz generacij prehaja v generacija, ne? Ali pa... Tako. In ravno to je izziv pri odraslih, kako eno pravo mero, da bo zajeto za vse. Zdaj, meni mi je zelo všeč ta citat, ki ga je komisarka za finančne storitve, finančno stabilnost in unijo kapitalskih trgov, gospa McGuinness, dala ob razgrnitvi okvira leta 2022. Pa sem mislila ga kar prebrati, če lahko. Seveda, izvoli. Ker se mi zdi, da jaz ne morem tako z lepimi besedami točno povedati. In bomo lažje tudi razumeli ozadje nastanka okvirja. Opremljanje ljudi z znanjem in izkušnjami za sprejemanje informiranih odločitev o svojih osebnih financah
spodbuja finančno blaginjo in bolj zagotovljeno sodelovanje na finančnih trgih. To je še toliko bolj pomembno glede na vse večjo digitalizacijo financ. Trenutna raven finančne pismenosti v Evropski uniji je na žalost nizka in nesorazmerno vpliva na najbolj ranljive v družbi. Današnja napoved ter skupno delo Komisije in OECD Infe je pomemben korak naprej pri krepitvi finančne pismenosti v Evropski uniji. Se državam članicam in drugim zainteresiranim stranem zagotavlja orodja za razvoj politik in programov finančne pismenosti. Ta okvir je ključni del našega akcijskega načrta Unije kapitalskih trgov in nas približuje do končanja enotnega trga, na katerem lahko vsak potrošnik varno krmari po kapitalskih trgih. Krasno. Se mi zdi, da je to res taka vseobsegajoča definicija, ki obenem ponovno povzema to, o čemer smo mi danes že pravzaprav govorili. Beseda, ki mi je pa tako skočila v oči, je pa ranljive, najbolj ranljive. Jaz sem se naučila tekom let, predvsem od svojih sodelavk na področju pismenosti, da se te ranljivosti kar kopičijo ena na drugo in zdaj seveda prepoznavamo še ta vpliv, se pravi, tisti, ki so že ranljivi, so zagotovo tudi finančno ranljivi in to se vse potem pretvarja v en tak začaran krog. Kako pa tale okvir, o katerem zdaj ti govoriš, izgleda? Ponavadi imajo ti framework, se to reče v angleščini, neko strukturo. Nam še to malo predstaviš, prosim? V bistvu struktura je dokaj enostavna. Sestavljena je 4 vsebinskih področij. To je denar in transakcije, načrtovanje in upravljanje financ, tveganja in koristi in pa finančno okolje. Vsako vsebinsko področje se potem deli še na teme in podteme. In pri podtemah je potem navedena seznam kompetenc. Tako da na primer na prvem vsebinskem področju denar in transakcije pridobimo kompetence potrebne za razumevanje značilnosti denarja, kako denar zamenjati za blago storitve in v bistvu zakaj je pomembno spremljati transakcije. Drugo vsebinsko področje, načrtovanje in upravljanje financ, je najbolj razvejano, najbolj kompleksno in tukaj so zajete v bistvu kompetence za kratkoročno in dolgoročno obvladovanje finančne situacije. To potem pomeni, da so tukaj in vlaganja in varčevanja, kot tudi zadolžitve in krediti. Tretje se posveča tveganju in koristi. Tukaj so zajete kompetence v zvezi z ocenjevanjem in zmanjševanjem tveganj. Ter tudi, da razumemo kompromis pri prevzemanju tveganja. Zadnje, četrto, je pa posvečeno finančnemu okolju. V glavnem gre tukaj za varstvo in obveznosti potrošnikov, to so nabor veščin za ohranjanje potrošnikove finančne blaginje, so pa tudi davki, pa zunanji vplivi, makroekonomija, recimo makroekonomski, in finančno izobraževanje. Nastaja kar precej komplicirano, ne? Na začetku 4, potem pa se kar razveja. Tisti drobni tisk mene vedno skrbi, evo. To je zdaj še malo bolj schematsko na primeru prvega vsebinskega področja. Kot sem že povedala, vsebinsko področje ima teme, ki se dodatno razdelijo na podteme. Same podteme s tem seznamom kompetenc ima pa kompetence razdeljene na 3 dimenzije. Ene so o ozaveščenosti, znanju in razumevanju, druge spretnosti in vedenje, tretje pa zaupanje, motiviranost in pa odnos. To smo danes že velikokrat povedali. Na začetku se je pri merjenju tudi pri raziskavah, merjenju finančne pismenosti, bolj merilo znanje. S časom se odkriva, da je komponenta odnosa zelo pomembna. Tudi raziskave kažejo, da čeprav imamo neko znanje, če ni pravega odnosa, tistega znanja ne uporabimo.
Tako da se to tri dimenzije kompetenc, kar uveljavljajo tudi OECD pri svojih meritvah finančne pismenosti, ki jih izvaja redno, uporablja enak princip. Poleg teh vsebin, glavnih področij, so potem še prečne vsebine, so kompetence, ki se dotikajo digitalnih financ, pa trajnostnih financ, recimo to so v okvirju tudi obarvane, tukaj je primer modro za digitalne finance. Okvir imamo pa na voljo tudi v obliki orodja Excel, ki omogoča lažje krmarjenje in filtriranje. Tukaj je pa potem dodana še, poleg obarvanosti, še dodatna kategorija, kjer lahko filtriramo tudi po trajnostne finance, pa finance, ki so potrebne za vsakega odraslega, pa ki nam zagotavljajo neko blagostanje. Super. Ja, to je bilo zdaj pogled za odrasle, a ne? Vi ste v nalogi nekako kot ključne cilje opredelili, da najprej naredite neko analizo stanja in potreb, a ne? Da potem oblikujete smernice in najbrž ravno pri smernicah vam je ta kurikulum prišel najbolj prav, zato da ste se lahko zgledovali, pa seveda tudi prilagajali našim okoliščinam, v tem smo Slovenci kar dobri, da to naredimo zase, ne pa za Evropo recimo. Ampak že na začetku si omenila, da tudi za otroke in mladino so poskrbeli in v čem je razlika pravzaprav? A je razlika sploh? Je. Je že v sami ciljni skupini, kot je iz naslova, se pa potem ta ciljna skupina pri odraslih je enotna. Starostna skupina se ne deli na mlajše odrasle pa starejše od 55 let ali kako drugače. Pri otrocih in mladostnikih so pa razdeljeni na 3 starostne skupine, to je od 6 do 10 let, potem 11 do 15 in 16 do 18. Ravno tako so 4 vsebinska področja, ostajajo ista, tudi pri okviru za otroke in mladostnike. Podteme se tudi ujemajo z izjemo ene, kar me malo presenetilo. Pri otrocih in mladostnikih je izpuščena tema dolg in upravljanje dolga. Ta tema je tudi spuščena pri dohodku, ker v okviru za odrasle je tudi tam se pojavlja dolg in je v bistvu pri tem okviru za otroke in mladostnike naslovljena samo nekoliko pri kreditih. Zdaj, glede na naše izkušnje mentorjev UMO, to je program namenjen mladim 15 do 29 let, ki niso zaposleni in se ne šolajo, so v bistvu dolgovi velik problem. Konkretno gre za sklepanje pogodb s telefonskimi operaterji za nove mobilne aparate, ki se kopičijo in potem kmalu grejo iz nadzora, tako da se zelo zna zakomplicirati. Pri oblikovanju za naše nacionalne potrebe bi bilo to potrebno malo več okrepiti, glede na izkušnje. Jasno je tudi, da je okvir za odrasle malo bolj obsežen, kompetenc je še enkrat toliko, kot pri okviru za otroke in mladino. Nekoliko se razlikujejo tudi prečne kompetence. Ostajajo iste digitalne in trajnostne, pa mogoče te kompetence pomembne za veliko večino odraslega prebivalstva bi lahko nekako izporejali tudi s kompetencami pomembne v odrasli dobi, ki se pojavljajo pri otrocih in mladostnikih. Medtem ko drugače je pa pri okvirju za otroke in mladostnike državljanske kompetence so vključene v okvir in pa podjetniške, kar pa pri odraslih ni izpuščeno.
Jaz že kar vidim, kolikor poznam te svoje kolegice in jih mislim, da kar dobro poznam, kako ste si začele roke imeti in ugotavljati, kaj vse boste dodale, ker ni. In to je gotovo ena od, pa potem to, da ni diferencirano pri odraslih, a ne po ciljnih skupinah, kar bomo kasneje danes v programu videli, da je to nujno, ker so pač dejansko in situacije in potrebe drugačne. Skratka, verjamem, da ste bile ustvarjalne tukaj. Ampak kljub temu je ta okvir uporaben, a ne, se ga da. Ja, no, če še povem, so še neki mali drugi različni poudarki, recimo pri odraslih se bolj poudarja v primeru prevar za prevare v digitalnem okolju, medtem ko pri otrocih in mladostnikih to ni toliko poudarjeno, je bolj za prepoznavanje pogostih finančnih goljufij, recimo piramidalne sheme, Poncijeva ali pa zeleno pranje, greenwashing, ki smo danes tudi že slišali. Druga taka razlika, ki mi je padla v oči, je pa vezana na te kompetence v zvezi z odnosom, z razvijanjem odnosa. Pri odraslih se velikokrat pojavijo recimo v tem smislu, da znajo oziroma vedo, kje poiskati pomoč, svetovanje, vprašati zaupanja vreden in s pravimi informacijami vir. Medtem ko pa pri otrocih, to se izjemoma mogoče enkrat pojavi, bolj je to na pogovoru v družini s vrstniki. Se pa tudi na splošno te kompetence zaupanja, motiviranosti in odnosa pojavijo v velikem manjšem deležu pri okvirju za otroke in mladostnike. Že pri odraslih jih je najmanj, procentualno manj kot 20%, če številčno primerjamo, tukaj se zmanjša pod 10. Zanimivo. Tudi v kontekstu tega, ko smo danes slišali, kako pomemben odnos napram znanju, je to kar malo premalo. Za premisliti. Ja, absolutno. Verjetno tudi nekako računajo tukaj na to, da bo se znotraj družine, kot si že omenila, ne, stvari pokrilo, zlasti tudi dolgove konec koncev, ne, in da bo pogovor stekel, ampak ni vedno tako in kot si prej omenjala, mlade, ki zabredejo, ti ne bodo radi govorili, ne bodo iskali pomoči, najbrž tudi pri starših ne, in to zabrest globoko je pravzaprav najhujši problem. Ne? Je pa okvir vsekakor dobrodošel in tako sem razmišljala, kaj so njegove prednosti. In nekako mi je uspelo to sortirati že malo v slogu francoske revolucije. So prilagodljive, enotne in pa nudijo podporo ti okviri. Prilagodljivi smo videli tudi v našem projektu, kako smo ga potem preoblikovali glede naših potreb, bosta gospa Alenka Grželj in Maja Mihelič tudi zdaj v nadaljevanju predstavlja. Ta okvir v obliki Excel tabele je enostaven za sortiranje, za izbiranje tistih kompetenc glede na potrebe, ki jih želimo. In vključena je cela paleta finančnih kompetenc, ki so potrebne za izgradnjo strategij, programov, ocen, evalvacij in tako dalje. Glede enotnosti, končno smo dobili eno skupno referenčno točko. Že od 90-ih let dalje se finančna pismenost pojavlja in definicije spreminjajo in modificirajo, tako da zdaj je končno okvir, ki določa, kaj pomeni biti finančno pismen. To pomeni tudi, da imamo neke skupne temelje razumevanja temeljnih konceptov finančne pismenosti in skupno terminologijo, tako da se lahko lažje pogovarjamo, lažje potem tudi dostopamo do ravni finančne pismenosti in pa
okvir obravnava vsa področja finančnih odločevalcev in pa, kot sem že omenila, tudi vse dimenzije finančne pismenosti, tako znanje, vedenje kot odnos. Super. Ko ravno omenjaš skupno referenčno točko, a misliš, da je poznana v krogu ljudi, ustanov, ki se s tem ukvarjajo? Zdaj na Andragoškem centru zagotovo, kaj pa širše? Jaz imam občutek, da tudi. ja. Je bilo izvedenih tudi več delavnic za podporo pri implementaciji, tako da mislim, da inštitucije, ki so v to vpete, v glavnem poznajo. Vedo za to, super. Zaključila bom s podporo. Okvir je velika podpora nam pri projektu, dodatna oprema tudi za ostale oblikovalce politik in praktike, omogoča ovrednotiti posamezne pobude in na ravni Evropske unije lažje informiranje o razvoju politik in programov finančne pismenosti. Lažje se ugotavlja vrzeli pri zagotavljanju usposabljanja in oblikovanju orodij za ocenjevanje. Ne nazadnje pa podpira ambicije za unijo kapitalskih trgov, iz katere akcije izhaja. Kar je pa interes ne toliko posameznika kot Evropske komisije, držav, finančnih ustanov in tako dalje. V bistvu skupnosti. Ja, vedno so zadaj interesi, to je moja izkušnja, kadar je Evropska komisija nekaj postavi, ima zagotovo tudi svoj interes zraven, ampak številne prednosti in hvala lepa, da si nam jih razgrnila. Hvala. Hvala tudi za celoten prispevek, v bistvu je zdaj res postavljena struktura, postavljen je okvir, framework, kot smo rekli, in lahko gremo naprej. Kot rečeno, mi si nismo pustili pristrižiti kril pri prilagajanju okvira, evropskega okvira, slovenskim razmeram, tako da sta zdaj na vrsti zadnji dve točki našega današnjega programa in sicer, kot sem že rekla, na letnem posvetu je že bilo malce rečeno, da pripravljamo na Andragoškem centru 2 javno veljavna programa za boljšo finančno pismenost tako mladih odraslih, ki so res ciljna skupina s svojo specifiko, in starejših odraslih nad 55 let. Tukaj se zdijo stvari malce manj propulzivne, obvladljive, ne vem, katero besedo bo potem Alenka povedala, katera je ta prava. Tako da ja, in potem vmes sva danes z Esterom modrovali, je pa kopica, množica ljudi, ki ne pašejo ne med mlajše, ne med starejše odrasle, tisti, ki funkcioniramo vsak dan, in tudi za te je treba kaj postoriti, ker ne si delati utvar, da obvladamo, ne, tisti, oziroma jaz že pašem v tole tretjo skupino, ampak vendarle ti izzivi so večgeneracijski in je treba vse zajeti. Ampak danes ti dve skupini, Maja Mihelič-Zik, Črnomelj, izvoli. Hvala. Lep pozdrav vsem skupaj, ki nas spremljate tudi preko Zooma. No, jaz bom predstavila v bistvu program finančne pismenosti za mlajše odrasle, ki smo ga razvili v naši razvojni skupini pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije. No, zdaj prvo bom začela v bistvu od odzadaj, zato ker bom prvo povedala ime programa, ki smo ga si zastavili, ampak to je bila stvar, ki smo nazadnje naredili. Tako da gremo od odzadaj. No, ko smo sami razmišljali, kako bi ta program poimenovali, smo želeli, da nekako privabi udeležence v program, da je tako odprt. Tudi smo menili, da pismenost glih ne bi smela vsebovati v tem programu. Ta beseda ima tako tudi mogoče včasih negativno konotacijo, ali pa ljudje ne razumemo dobro, jo povezujemo mogoče tudi z besedilno pismenostjo in si pač mislimo, ja, saj pisati pa brati pa znam. Ne? Tako da smo se nekako na koncu po našem dolgem seznamu, ki smo ga imeli, odločili za pot do finančne svobode. In je tak program, v bistvu ime programa, ki mogoče sporoča, da nismo mi odvisni od denarja oziroma si nekako želimo to svobodo, da nas denar ne kontrolira. No. Da nam ni denar v bistvu sveta vladar, ampak ravno obratno. Smo mi tisti, ki nekako sprejemamo te odločitve in smo pri tem svobodni. Spodbuden naslov, ki pa nosi veliko odgovornost. Svoboda jo vedno nosi. Tako. Yeah. Potem je v bistvu tudi vprašanje, zakaj sploh program finančne pismenosti za mlade.
To zdaj je mogoče že vprašanje, zdaj moje predhodnice so to že zelo dobro razdelale, zakaj sploh so potrebni programi finančnega opismenjevanja. Mogoče zakaj specifično za mlade, ker je to eden izmed temelj življenjskih zmožnosti, je tudi zmožnost finančne pismenosti, prav tako nam omogoča aktivno udejstvovanje v vsakdanjem življenju, ne, tudi je tesno povezan z zaposlitvijo, izobraževanjem, zdravjem, socialnim življenjem in tudi navsezadnje tudi osebno varnostjo, ne, kako se mi tudi pri tem počutimo. Zdaj tudi pred mano so predhodnice tudi je povedale o raziskavah, ki so bile narejene o finančni pismenosti in tudi poudarile, da mogoče mlajši dosegajo slabše rezultate v teh raziskavah. Tudi po vsaj te raziskave, kaj so bile narejene v letu 2010 in 2020, so pač pokazali, da so to osebe, ki so med 18 oziroma 34 letom starosti, ki so mogoče dosegajo slabše rezultate na področju finančne pismenosti, ne. Prav tako so pa mogoče tudi zdaj mladi v tem obdobju nekega življenjskemu, bi rekel, premiku oziroma življenjskemu obdobju, ko se osamosvajajo, v bistvu grejo stran od staršev, imajo nakup prve nepremičnine ali pa nepremičnino podedujejo, si začnejo ustvarjati družino, prve zaposlitve, in je tudi toliko nekih takšnih dejavnikov, ki še vplivajo na njih in je potem tudi v bistvu zelo nekako to tudi povezano s tem našim finančnim opismenjevanjem, tudi kakšne finančne odločitve potem tudi navsezadnje sprejemamo. Potem zdaj, če gremo kako smo si v bistvu mi pristopili k temu oblikovanju programa, v naši razvojni skupini je sodelovalo 7 strokovnih delavcev z različnih področij. Poleg mene so to bile še Tina Baloh, Tjaša Beričič, Margita Gorjup, Gregor Sepahar, Marjana Šporar in pa Rok Trdan. In pa na začetku kot so že prej lepo povedale predhodnice moje, smo naredili oziroma mi smo pregledali analizo stanja, ki je v tem našem okolju, v bistvu kateri programi že obstajajo, kakšne ponudbe so že na tem trgu, kakšne so potrebe po finančnem opismenjevanju, katere vsebine mislimo, da bi bile najbolj primerne za to, katere potrebe se izražajo pod katerih vsebinah, no, navsezadnje. Pregledali smo tudi ta okvir, ki ga je prej pred mano Tina predstavila, da smo tudi dobili mogoče, kako Evropa razmišlja, v katero smer Evropa razmišlja, da bi finančna pismenost morala iti. Tako da smo potem nekako na podlagi vseh teh analiz in pa dokumentov, no, tudi določili, katere vsebine so pomembne navsezadnje potem za ta program finančne pismenosti, ki smo ga delali. No, tudi smo mogoče tudi malo izhajali iz svojih lastnih vidikov, vsak izhaja iz svojega področja in smo tudi mi malo razmišljali, kaj bi bilo za nas pomembno, da bi mi to seznali, no. Kateri so to vsebine te. No, in na podlagi vseh teh vsebin smo potem tudi oblikovali module in pa potem navsezadnje katalog znanja, v katerem smo potem opredelili vse te vsebine in znanja, ki naj bi jih posamezniki v tem izobraževalnem programu tudi dosegli. Potem zdaj sam namen programa, kakšen je namen programa, nekako mlajše odrasle opolnomočiti oziroma usposobiti s posebnimi znanji, spretnosti in nekim vedenjem na področju finančnega opismenjevanja, da bojo sprejemali neke odgovorne oziroma informirane finančne odločitve, ne. Je pa tudi nekaj vključuje take ključne vsebine, ki upoštevajo finančna tveganja, s katerimi se srečujejo mladi odrasli, še posebej v bistvu tudi mogoče na začetku delovne kariere, tudi kot sem že prej recimo omenila, ne, da so kot je nekaj že recimo prva zaposlitev, ne, to je že ena taki, bi rekel, življenjski prelomni dogodek, mogoče tudi, ko se odselimo od staršev, je nekak prvi dogodek, ko mogoče tudi začnemo šele bolj razmišljati o nekem finančnem stanju oziroma finančni situaciji. Seveda, ker ko smo še recimo pri starših, imamo še vedno to finančno neko varnost, mrežo, ne, mogoče še ne toliko razmišljamo o tem, navsezadnje pa potem, ko se pa začnemo osamosvajati in potem navsezadnje tudi, ko recimo kupujemo svoj prvi avto ali karkoli, ne, začnemo šele v bistvu razmišljati o naših finančnih odločitvah, kakšne finančne posledice to nosi.
mogoče tudi, kot smo se mi tudi v razvojni skupini večkrat pogovarjali, da takrat smo še mladi, se še tako zaženemo noter, niti ne razmišljamo toliko, ne. Zato pa je potem tudi ta namen tega programa, da začnemo o tem razmišljati, ne. Da začnemo potem tudi lahko kako sprejemamo bolj informirane odločitve na podlagi tega, ne. Tudi, ko so prej rekli za zadolževanje, ne, tudi mladi predvsem grejo potem tudi zadolževanje, ker to je tudi nekako, bi rekel, hiter dotok oziroma nekako hitreje prideš do denarja, ne, da zadovoljiš neke trenutne potrebe, pa mogoče vedno ni to glih najbolj primerno oziroma najbolj prava finančna odločitev dolgoročno, ne. Tako da v bistvu v samem programu smo se potem tudi mogoče osredotočili smo dali poudarek tudi temu odnosu do denarja, kot so že tudi predhodnice pred mano to povedale lepo, in tudi mogoče na kaj nas vse vpliva oziroma kakšni dejavniki na nas vplivajo vse, ko sprejemamo neke finančne odločitve oziroma kakšni so naši recimo procesi, načini razmišljanja. Tako da vam zdaj tukaj eno vprašanje. Pa zdaj tisti, ki so na Zoomu, si pač sami zamislite, kaj bi odgovorili oziroma sami pri sebi razmislite. Jaz bom pa vprašala Zvonko, ker je glih ravno tukaj. Ja, priročna. Tako, ja, to so dva vprašanja. Gre pa v bistvu za to, ni pravilnega in nepravilnega odgovora, gre samo za to, da mogoče ozavestimo, kako razmišljamo, no, ko sprejemamo neke finančne odločitve. No, zdaj v bistvu prvo vprašanje je, na kaj boste izbrali? 900 evrov zagotovljenih, da pa se pravi, da tako dobite 900 evrov, ali 90% možnosti, da dobite 1000 evrov in 10% možnosti, da ne dobite ničesar, da ne dobite nič. Kaj bi dali na tehtnico? Zdaj 100% lahko dobite 900 evrov ali pa 90% možnosti, da dobite 1000 evrov oziroma 10% možnosti, da pač ne dobite nič. Jaz bi šla za 900, ne? Ker je dovolj blizu 1000. Tisto tveganje. Tako, in to nas tudi večina tako razmišlja, ne? Ja. Mislim, tudi jaz, ko vprašam recimo v kakšnih delavnicah to isto vprašanje, tako odgovorijo. Večinoma tako odgovorijo, ker pač Slovenci smo oziroma verjetno vsi ljudje taki ziharaški narod, ne, smo, če bom dobil 900 evrov zagotovljeni, se ne bom niti ukvarjal s tistimi možnosti, ki temu sledijo. Tako da nekako to vemo, da bomo dobili, ne, zdaj ne bom tvegal, da bi dobil v 1000 evrov, čeprav je matematično gledano zelo velika možnost. Precej, ja. Če bi pa pisalo, da dobim 1500 evrov, pa bi ne, špet pa malce 900 bi pogovarjali. prišla v tveganje, ja. Tako. Pa v bistvu pa naslednje vprašanje, še eno vprašanje, pa če je situacija obratna, da izgubite 900 evrov takoj, ali 90% možnosti, da izgubite 1000 evrov in 10% možnosti, da ne dobite nič, oziroma da ne izgubite nič. Ja, se pravi, zdaj, da 900 evrov plačaš takoj, ali pa potem 10% možnosti, da ne rabim nič izgubiti, ampak plačam, ali pa da izgubim 1000 evrov. 900. Še vedno 900. Jaz imam rada 900, ja. Tako je 900 evrov plačamo. Ziher je ziher. Ko da tvegamo za 1000. V bistvu, tukaj bom pa rekla, da ste šli pa v nasprotju, kaj večina misli. Res? Ker večina bi rajši izbrala 1000 evrov, kaj pač to možnost, ker se vidi moče Zvonko, da vi ne igrate iger na srečo. Ne. Tako, zaradi tega, ker v bistvu smo po drugi strani pa zelo radi upamo, ne, imamo še vedno to upanje, mogoče bom pa jaz tistih 10%, ki pa ne bom rabil nič plačati. Razlika pa med 900 pa 1000 evrov pa ni zdaj tako velika, da mogoče ne bi šel v to tveganje. Saj pri večini, ki so tako odgovorili, no. Jaz sem kozorok, realist, hud, tako da. Ja. Rajši tako je. Tako da ja, no, to je ena izmed mogoče samo takih dveh vprašanj, ker matematično gledano so možnosti povsem iste, ne. Ja. Samo pri eni nekaj dobimo, pri drugi pa nekaj izgubimo, ne. In mogoče samo toliko, da samo ozavestimo, kako dejansko mi razmišljajo, kakšni so miselni procesi naši, ko se odločamo za nekaj, ne. Mislim, če mogoče tudi mogli večkrat vprašati, kakšne odločitve sprejemamo, ne mogoče samo na podlagi naših trenutnih občutij, kot so pred nami rekli, ampak mogoče tudi, kaj nas vodi k tej odločitvi, ki smo jih sprejeli, no. Se pravi, ali smo bolj ziharaški tip, ali gremo rajši v tveganja, ali mogoče upamo, da mi mogoče ne bomo v temu, ne. Če smo bolj med teh, ki igramo igre na sreče, bi verjetno bolj upali, da ne bomo nič izgubili.
Tako, zdaj mogoče, da se gremo nazaj na naš program. Sama ciljna skupina našega programa so odrasle osebe stare do 35 let, ki imajo mogoče slabše razvito finančno pismenost in želijo nekako pridobiti temeljna znanja z področja finančnega opismenjevanja, da bo lahko bolj samostojne pri upravljanju svojih osebnih financ. Vsekakor tukaj predvidevamo, da bo tudi ciljna skupina predvsem mogoče mlajši odrasli, ki so nekako na tem prelomu, bi rekla, življenjskem prelomu, ki se srečujemo z nekimi finančnimi odločitvami, mogoče mlajši odrasli, ki se odločajo za nakup nepremičnine ali pa nepremičnino že imajo, mogoče odrasli, ki si nekako zaželijo zagotoviti nekako varno finančno prihodnost, tudi mogoče z naložbe in investiranjem. Tako da jih nekako želimo vse te ciljne skupine opolnomočiti z nekimi osnovnimi znanji, da bodo tudi potem lahko sami naprej ta področja tudi raziskovali. Ja. Interes je velik pri tej ciljni skupini, to zdaj malo prehitevam, ampak Tako, ja. Zdaj, čisto odvisno, no. Bom tako rekla, jaz tudi, ki sem izvajala kakšne delavnice po terenu, to je največji problem tega, kako privabiti ljudi v te programe, ker tisti, ki že nekaj vemo, koliko ne znamo in se udeležimo takšnih stvari, ne. Tisti, ki pa mislimo, da že dosti znamo, pa dejansko ne znamo nič, ne, pa na take stvari niti ne gredo, ne. Tudi te, ki so mogoče najbolj ranljivi, takšni, ki bi glih tak program potrebovali, se tega pač tudi težje odločijo, no, za to, ker še se ne zavedajo, kako zelo oni to potrebujejo. Okay. Zdaj sama vsebina programa, program bo dolg 100 ur, ne? Razdeljen je na obvezni del, izbirni del in pa odprti del. Obvezni del sestavlja 7 modulov, v skupnem obsegu 60 ur. Izbirni del smo dali na voljo 8 modulov, izmed katerih potem udeleženci izberejo, katere module bi si radi ogledali oziroma poslušali, v skupnem obsegu 20 ur in pač odprti del, ki je tudi 20-urni. Tako, mogoče zdaj, če gremo na samo še vsebino. Obvezni del programa, to so moduli obveznega dela programa, module, ki smo si jih mi zastavili kot nekaj, kar bi moral vsak poslušati, so denar, osebni proračun, varčevanje, naložbe in investiranje, varnost, tveganje in koristi, potem krediti in dolgovi ter davki in prispevki. Mogoče zdaj, če grem še malenkost bolj podrobnejše v samo vsebino, v tem obveznem delu modula oziroma programa smo želeli nekako izpostaviti tudi ta odnos do denarja, tudi kako smo sploh prišli do samega denarja, ko se z bankarjema lepo tudi povedali, od blagovnih menjav do zdaj kriptovalut, ki jih poznamo danes, potem pri vodenju osebnega proračuna, kako si izpostaviti neko učinkovito vodenje osebnega proračuna, katere aplikacije mogoče uporabiti, kaj so sploh stroški, prihodki, tudi to izrazoslovje, ki naj bi ga poznali, ko se potem tudi srečujejo s finančnimi produkti v svojem življenju. Potem pri varčevanju, kako varčevati, kako si postavljati neke finančne cilje, kaj so vrste varčevanja, ne? Tudi nekaj, da si zagotovimo mogoče za boljšo starost, ne? Kasneje, kaj bomo imeli. Potem tudi naložbe in investiranje, kakšne vrste naložb in investiranj lahko gremo, kaj so to skladi, kaj so obveznice, kaj so delnice, tudi da se srečajo, bi rekla, s takimi izrazi, tudi da razumejo, kaj sploh to potem pomeni, ne. Potem tudi varnost, tveganje in koristi, tukaj smo tudi izpostavili, kot je že nekdo pred mano rekel, tudi to spletno varnost, ne, tudi možnost teh spletnih prevar, goljufij, tudi ki se dogajajo z bančništvom, ki v bistvu lahko nasede vsakdo, ne rabimo biti, bi rekla, mogoče nižje izobraženi, ampak lahko praktično nasede danes že vsakdo. Potem tudi krediti in dolgovi, kakšne so vrste kreditov, dolgov, za koliko se v bistvu dobro, da se zadolžujemo oziroma pač, da se ne zadolžujemo, no. Potem tudi davki in prispevki, zakaj sploh plačujemo davke. Tukaj smo tudi umestili noter podsebine samo plačilno listo, da se pogleda, iz česa sploh plačilna lista je sestavljena, ne. Marsikdo dobi prvo plačo, pa niti ne ve, kaj sploh plačuje, ne, ampak vidi samo bruto, neto, a koliko mi je pa zdaj država pobrala, ne. Pa se niti ne zavedajo, kaj sploh plačujemo in zakaj plačujemo te davke na temu. Tako da obvezni del, zdaj vsi moduli so približno dolgi od
mislim, od 4 do 12 ur je posamezen modul dolg, odvisno od same vsebine modula. In pa razdeljeni so na predavanja in pa praktične dele, praktični del oziroma vaje. No. Tako da tudi se udeleženci malo v praksi izprobajo oziroma tudi, ko so že prej omenili recimo obrestni račun, kako se izračuna, da si znajo tudi mogoče preračunati ali pri varčevanju ali pa pri dolgovih, ne, kaj jim to potem prinese nazaj naprej. Potem imamo pa izbirni del programa, smo pač predstavili 8 modulov, to so zavarovalništvo, kjer smo predvsem mislili zavarovalne pogodbe. Zavarovalništvo je tudi taka tema, no, ko smo vsi deležni vsak dan. Tako da smo tudi predstavili zavarovalno pogodbo, tudi izraze, s katerim se srečujejo v zavarovalništvu. Potem dedovanje, se nas zdi pri mladih, da je to pomembno, ker so ali bodo dedovali, mogoče že od starih staršev, od svojih staršev, kaj tudi pomenijo različne vrste dedovanja, da se lahko dedujejo tudi dolgovi, ne? Da ni to samo ugodnosti, da so tudi lahko kakšne druge še, bi rekel, slabše stvari, ki se dedujejo. Potem tudi načrtovanje za varno starost, varstvo potrošnikov, kot je že kolegica pred mano lepo opisala, kaj vse to zajema, nepremičnine, tudi kako se gre v nakup nepremičnine, pogodbe, tudi davek od nepremičnine, s katerimi nekimi finančnimi tveganji se lahko tukaj se srečujemo pri nepremičninah. Potem zdaj aktualno, predvsem med mladimi, kriptovalute in blockchaini, zdaj kakšne so tukaj tvegane nevarnosti, kaj to sploh pomeni, mogoče tudi več, pač bi rekla, ne poznajo teh izrazov, kaj to sploh je. Potem tudi skladi, kot so zajemni skladi, indeksni skladi, pokojninski skladi, in pa potem smo dali to, bom rekla, kot zadnji modul izbirnik, ki nam je prišel potem še na misel, ko smo že vse imeli, je pa modul nakupovanje, ravno tudi zaradi tega, ki se navezuje na varstvo potrošnikov z ene strani, z druge strani pa tudi smo tukaj želeli nekako bolj opredeliti tudi to nakupovanje, kako odgovorno nakupovati, ne? Tudi to, da ne gremo v kompulzivno nakupovanje, in ker nekako s tem je tudi potem so povezane naše finančne odločitve navsezadnje, ne? Oziroma in tudi naše stanje financ. Ne? Absolutno. Tako da to je bil potem ta izbirni del modula, izbirni del, in je pa tudi v bistvu dolžina teh modulov je od 2 do 8 ur, so malenkost krajši moduli, tako si jih pa lahko potem več izberejo za njihovo ta izbirni del, no, ki ga imajo. Tako da mogoče še kakšni so izzivi za naprej, v bistvu tudi za našo razvojno skupino in na splošno za pripravo tega programa. Sedaj teče pilotna izvedba programa, v bistvu so šele začeli, to nam bo potem dalo neko povratno informacijo, kaj še lahko mi izboljšamo, v bistvu katere vsebine so se mogoče zdele, da jih je bilo premalo, kaj bi mogoče še morali dodati, kakšne so bile tudi želje mogoče teh udeležencev, ki so se tega pilotnega programa udeležili, da bomo lahko mi ta program v bistvu še na koncu še izboljšali, ne. In potem po temu bo sledilo sprejem programa na strokovnem svetu. Tu sem tudi že dala mogoče ta promocija samega programa, to je bil tudi en izmed izzivov, ki se bomo srečevali navsezadnje potem v prihodnosti. Kot sem že prej rekla, kako sploh promovirati program, da bo privlačil ljudi, da bojo prišli v naš program, da ne bo pač, da bo bila sama promocija tudi učinkovita, no? Pa tudi kako priti do teh najranljivejših skupin, ki ta program najbolj potrebujejo navsezadnje, ne. Potem pa še mogoče zadnji izziv, s katerim se verjetno srečujemo vsi po Sloveniji, je pomanjkanje pač ustreznega usposobljenega kadra, ne, tudi za poučevanje, še posebej mogoče pri finančni pismenosti, ki strokovnjaki prihajajo predvsem iz nepedagoškega področja, ne, je mogoče tukaj še to toliko večje. Tako da mogoče to, edino, če pustim še eno misel za na konec, je pa tukaj vaša navada ravnanja z denarjem je pomembnejša od njegove količine. Tako, za malo za razmislek. Super, to je odgovor na čist prvo vprašanje v našem programu, je obilica denarja blagor ali breme, ne? Ja, je zelo pravzaprav res odvisno od nas in to nam daje, tako kot vedno pri vseh rečeh, ki terjajo od nas odgovornost, hkrati tudi tole svobodo, ki je v imenu vašega programa. Meni se zdi super, da pilotirate, da pridobivate povratne informacije o programu, ker to je tisto žlahtno, kar nestrokovnjaki lahko pripeljete do neke točke s pomočjo evropskih usmeritev in tako naprej.
Ampak kaj to pomeni v našem okolju, konkretno v tej ciljni skupini, to vam bodo pa zdaj piloti pokazali, a ne? Tako. In to ozaveščanje, promocija, priti do ta pravih ljudi, tudi to se meni zdi izjemnega pomena, ne, zato ker je pač treba res nagovoriti skupino, za katero delate, in je to precejšen izziv, ki bi ga morda veljalo vključiti v svetovalno dejavnost, ki je zelo močna na področju izobraževanja odraslih, zato da bodo programi dosegli ljudi, ki to potrebujejo. In pa ja, profesionalizacija, se pravi, sestavni del profesionalizacije je tudi prilagajanje svojih, za izobraževalce odraslih, zdaj govorim, svojih kompetenc tem različnim vsebinam in ciljnim skupinam. Ne gre samo za vsebine, gre tudi za karakteristike, ki si jih omenila na začetku, zato da se to dvoje poveže v eno uspešno zgodbo. Tako da jaz želim vaši ekipi, vaši razvojni skupini obilo sreče, da pripeljete vse to do konca, ki ste si ga zastavili, do cilja, da to zaživi med ljudmi. In pa seveda vsem, ki pilotirajo, a nam lahko zaupaš, kje to pilotiranje poteka? Za mlade poteka program v Velenju, Ljudske univerze v Velenju. Aha, tako. Super. No, čakamo na novice iz Velenja, če imamo koga tukaj z nami, pa mogoče tudi že za kako prvo informacijo. Še ni dozorelo, še ni čas, verjetno je vse še zelo novo. Ja. Tukaj imamo vprašanje gospe Milene Bon, ki nam pritrjuje, da je najtežje priti do ljudi. Oni tudi očitno imajo v NUK-u en tak program za opismenjevanje na področju financ. Kako so pripravljeni moduli? V kakšnem smislu je to vprašanje? Ja, jaz se to zdaj sprašujem, ker si gospa Milena bi želeli vklopiti mikrofon, pa nam malo pojasni tole vaše vprašanje. Kaj konkretno vas zanima? Ja, evo. Pozdravljeni, nekaj čudna svetlova je. Ja, pa res, ja. Ne vem, zakaj. Naj vas to ne ustavi. Dobro. Veste kaj, zanima me, pravite, da imate pripravljene module. Zdaj me pa zanima, kako so ti moduli pripravljeni. Mi imamo namreč program v NUK-u, ki je nastal v okviru evropskega projekta oziroma Erasmus projekta 4 držav in smo izvajali izobraževanja za knjižničarje, ki bi po splošnih knjižnicah po celi Sloveniji izobraževali ljudi na tem področju, ker pač splošne knjižnice so ena taka dobra mreža, razširjena. In smo pripravili program 11 modulov, 5 na osnovni ravni, pa 6 na napredni ravni v H5P, se pravi v Moodle učilnicah, in to pomeni, da smo pripravili vse za naše knjižničarje, da potem oni to, ko sami grejo skozi izobraževanje, to ponudijo potem in izvajajo na svojem območju. Na kakšen način ste pa vi module pripravili kot samo neka predavanja ali tudi kot kakšne opcije samostojne dele? Ja. V bistvu gre samo za modularno obliko izobraževanja. Se pravi, da poteka izobraževanje po sklopih. Samo izobraževanje pa poteka v živo. In je sestavljeno v bistvu iz nekih predavanj in praktičnega dela oziroma vaj je predvideno. Tako. Če je to. Ja, ker mi se pravi, imamo pač spletno obliko v 5 jezikih in to lahko potem vsi, ki se registrirajo na spletno stran, tudi potem uporabljajo kadarkoli in delajo, tudi kvizi so na koncu, vaje in podobno. Hvala. Super, taki forumi, taka srečanja in izmenjave služijo tudi temu, da se povezujete po samem današnjem dogodku in seveda drug drugemu nudite vse tisto, do česar ste se sami že dokopali, in taka izmenjava vedno porodi sinergije in nekaj dobrega za vse vpletene. Maja, najlepša hvala. Kot rečeno, naj vam delo teče zanosno in uspešno še naprej. Hvala. Z veseljem. In zdaj pa vabim Alenko Grželj
zelo dobro prepoznano sodelavko na področju izobraževanja odraslih, ki se je zdaj malce iz tega mainstreama, bomo rekli, umaknila, ampak ne prav predaleč, a ne. Alenka, ti zdaj deluješ v Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Kopru. Da. Naša nagrajena univerza za tretje življenjsko obdobje iz kar nekaj let nazaj, ampak v tem okolju vodiš prav to področje finančne pismenosti, a ne, med drugim si predstavljam, to je tudi zate osebno pomembno, o tem tudi ne dvomim in najbolj všeč mi je bilo pa to, da ko sem dobila tvojo prezentacijo, služila bo samo za orientacijo, to smo se dogovorili, ampak spremenila si naslov in ta naslov mi je grozno všeč, zato ker odraža aktivno naravnanost in en pogum in eno voljo starejše populacije, ki jim je pa ta program finančne pismenosti tudi namenjen, torej 55 plus. Izvoli, povej nam kaj o tej skupini za začetek. O tej skupini pravzaprav bi lahko res veliko povedali, ko smo videli strokovne podlage, nas je, bi rekli, prav v srce zadela ta opredelitev od 55 do 65. Kaj se zgodi pa potem po 65, pa nihče ne ve. In dva člana skupine, ki sva čez 65, sva se čutila prav prizadeta zaradi tega. Namreč tudi vsi dokumenti govorijo o populaciji do 65 in kaj potem? Potem ni več ne državnega interesa, ne evropskega ali kako zdaj. Tako da mi smo prav zavestno napisali. To je generacija 55 plus in seže od tam pa do konca. Pa do konca, tako. Kakor kdo želi, nekateri so pri 55 letih že stari in neaktivni, nekateri so stari pri 75, 85, samo poglejmo Pahorja, našega zamejskega pisatelja, ki je še pri 100 tako živahno diskutiral o zahtevnih temah. Tako da smo rekli, naša populacija so starejši, 55 plus. Zdaj tu seveda lahko naredimo ene dve podskupini. Eno so tisti, ki so še delovno aktivni, se pripravljajo na upokojitev oziroma ne delajo ali bodi si iščejo zaposlitev ali tudi ne, razne gospodinje in podobno. To je ena skupina in druga skupina so pa tisti, ki so že upokojeni. Zdaj seveda ne eni skupini, pravzaprav ne drugi nimata pravzaprav večjih razlik. In sicer imamo nekaj ključnih problemov. Eni in drugi skupini je skupno to, da se ukvarjamo z načrtovanjem pokojnine oziroma reorganizacijo stroškov ob odhodu v pokoj. Namreč tudi ta letnica 65, veliko ljudi se upokojuje tudi kasneje. Zdaj obstaja trend podaljševanja, posebej s temi ugodnostmi, ki se pojavljajo, tako da so tudi v tem obdobju lahko neke kalkulacije in tako naprej, kaj in kako bodo lahko še naredili v tem obdobju, preden se upokojijo. Nakazuje se večji vložek v svoje zdravstveno stanje, torej načrtovanje in obvladovanje zdravstvenih stroškov. Pojavlja se problem prenos premoženja na mlajše generacije, torej ne govorimo samo o prenosu recimo, ne vem, družinskih podjetjih in podobnega, ampak dejansko prenos premoženja, ohranjanje kakovosti življenja v poznih letih, torej in tudi sposobnost upravljati z omejenimi sredstvi ob prehodu v penzijo. To so tisti kompleksni problemi. Srečujemo se pa tudi z drugimi problemi, kajti to so generacije, ki niso bile deležne finančnega izobraževanja, imamo pa tudi večje primanjkljaje na področju digitalnega. Zdaj, to primanjkljaji na področju digitalnega usposabljanja so never ending story. To je zgodba, ki se nikoli ne konča, kajti aplikacije so vsak dan nove, vsak dan so neke novi pristopi, novi tehnološki postopki, novi aparati in tako naprej. Torej, ne poznamo sodobnih digitalnih pristopov in tehnoloških rešitev ali se prehitro spreminjajo. Zelo radi nasedemo goljufijam. Namreč raziskave kažejo, da se sicer pri starejših povečuje izkustveni kapital, ampak analitični pa pada in smo najpogosteje žrtve raznih goljufij. No, tako nekako bi lahko potem zamejili to populacijo od 55 pa naprej.
Zelo dobra zamejitev. Jaz se seveda takoj najdem v tem, ker pač spadam v to ciljno skupino in ja, kompleksna problematika. Je treba kar veliko stvari nasloviti, kako ste se lotili tega, predvsem pa vem, da je tvoja želja, da predstaviš skupino, ker ste notri Ja, a ne, pomembni ljudje z vidika modrosti. Tako Ja, bomo rekli. tako res zahvaljujem se Andragoškemu centru, ki je pravzaprav cel projekt vodi, ki se nam je ponudil tudi strokovne podlage in pa predstavil evropski okvir, da so tako umno sestavili to skupino, in sicer kolegica Andreja Mernik Jelen z Šolskega centra Celje, Višje strokovne šole, z obilo izkušnjami pri delu z mlajšimi, starejšimi in pa ranljivimi skupinami, kar ni nepomembno. Potem je tu Marija Žiher z Banke Slovenije, ki je vodja tudi programov finančnega opismenjevanja, ki ima tudi izkušnje pri delu z ranljivimi skupinami. Potem je tu zaslužni profesor Jože Gričar, tisti, ki se dejansko ukvarja tudi sedaj, ko je že več časa v pokoju z problemom izrabe sodobne tehnologije kot podporo aktivnemu staranju, ki vodi omrežje e-seniorjev, bi rekli, ki je poln idej, kako bi pravzaprav lahko te stvari premaknili naprej. In moja malenkost, ki pa sem pridobila nekaj izkušenj tudi pri digitalnem opismenjevanju starejših, ko smo vodili projekt v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje v Kopru, potekal je nadaljavo, ampak vendarle neke ključne poteze smo vendarle dobili, ne. Tako da način dela je bil podoben, kakor je predstavila prej kolegica Maja. Ne bi ponavljala nekih stvari, seveda moram še seveda povedati, da smo se odločili za naslov Seniorji v akciji. Mi se namreč s tem izrazom starejši odrasli ne strinjamo prav preveč. Ti starejši zdaj, ko smo začeli z delom v skupini, so nam starejše predstavili s tisto palčko in potem sva bila seveda oba z gospodom Gričarjem kar malček užaljena, ker še daleč ne potrebujeva palce, ne. Veliko je tu stereotipov. Seniorji se nam zdi nekako bolj moderno, bolj sodobno, nenazadnje zahodna polobla uveljavlja ta izraz, medtem ko teh starejših odraslih je več kategorij in največkrat so zelo tako podcenjujoče pogledane, ne. Tako da več o pripravi programa je povedala kolegica Maja, mi smo delali povsem podobno, zdaj bi morda predstavlja ta obvezni del programa, ki se prav veliko ne razlikuje od tega, kar je kolegica Maja pred menoj pokazala, torej 6 modulov, denar, načrtovanje in upravljanje financ, zavarovanje, finančno okolje, varovanje potrošnikov in naložbe. Vse seveda, program je tako zastavljen, da lahko poteka na daljavo, torej kot ste videli, gre za posamezne module. V tem obveznem delu smo zavzeli nek širši pristop, čeprav naše vodilo je, da naj vedno izhajamo iz problemov, ki jih imajo starejši, iz izkušenj, ki jih imajo, iz spodrsljajev, s katerimi so se srečali sami ali nekdo v njihovem okolju. In seveda v izbirnem delu smo pa dali en ožji vpogled, bolj specialistični vpogled v neke določene vsebine, ki bi utegnile zanimati starejše. Govorimo o naložbah, govorimo o bančnih depozitih, govorimo o vrednostnih papirjih, enem zelo zanimivem modulu, za katerega mislimo, da bo veliko interesa, to je dedovanje. No, o naslednjih 2 modulih bom potem spregovorila malce kasneje. Kot vidite, je to razmerje med predavanji in vajami zelo tako izenačeno. Hoteli smo, da bi bil program zelo praktično zasnovan, da bi izhajali iz konkretnih problemov, ki jih imajo starejši in bi jih poskušali tudi konkretno reševati. Da bi imeli na razpolago gradiva, ki bi po možnosti interaktivna gradiva, razne simulacije, vaje, razni programi, kjer bi potem lahko vsak izdelal svoj finančni načrt, svoj način vlaganja, recimo svoj
način, kako bo dedoval, kako bo, vsekakor papirji ali dokumenti ali programi, ki mu ostanejo, ki jih lahko večkrat pregleda, popravlja, ureja. Namreč pri starejših je vedno ta faktor pozabljanja problematičen. Seveda smo pa zraven tudi pomislili na tiste, ki morebiti nimajo dovolj znanja, da bi lahko uporabljali te elektronske storitve, in celo na tiste, ki morebiti nimajo tudi dovolj matematičnega znanja. Zato smo te dva modula tudi priklopili programu, s tem, da bi pri nekaterih skupinah morebiti bila celo potrebna kot uvod v obiskovanje programa, kajti kot vsi veste, veliko aplikacij prav z tega finančnega področja je v digitalni obliki in je potrebno neka znanja pridobiti, ponoviti in tako naprej. Za te dva modula smo predvideli tudi dodatnega učitelja ali pa mentorja ali pa prostovoljca, seniorja, ki bi nudil pomoč. Namreč veliko težavo predstavljajo tudi uporaba raznih aplikacij, pa novih, recimo nekdo dobi nov telefon, pa že potem ne zna več uporabljati tega. Zato smo predvideli tako majhne skupine kot možnost pomoči v teh dveh delih. Vsekakor pa smo želeli, da se predvsem v izbirnem delu izhaja iz teh življenjskih izkušenj, kajti tu je potem zapomljivost največja. Si omenila seniorji kot tudi v vlogi tistih, ki predajajo svoje znanje, ki so učitelji, mentorji? Da, lahko. Ja. Predvidevamo, da veliko seniorjev se potem počuti kar nenadoma, odrežeš si v penziji in potem kaj zdaj, ne? Posebej starejših, in verjamemo, da bi lahko se srečali z eno skupino, ki bi želela pomagati, ki bi rada nudila pomoč tistim, ki se udeležujejo teh programov. S tem, da seveda so vsi ti moduli take zaključne celote, ki bi jih bilo res krasno organizirati tudi kot neformalne programe, in računamo, da bi interesa zanje gotovo bilo kar veliko. Še posebej, če bomo znali ohraniti eno tako objektivnost, eno poštenost, kajti ti programi, ki jih danes dobivamo na spletu, so največkrat narejeni za potrebe posamezne ali banke, zavarovalnice ali kogarkoli, torej napeljujejo vodo na svoj mlin, tako komercialni programi, mi bi pa si želeli nekih takih objektivnih programov. Bolj humanistično naravnani, če tako rečemo. Da, tako je. A se ti zdi, da bi lahko dolžina programa, zdaj obakrat govorimo o cirka 100 urah, odbijala, češ, da so predolgi, to včasih slišimo, ne? Mi, ki menimo, da je treba res kakovostno neke stvari narediti, ampak to seveda terja določen čas v današnjem sodobnem času, kjer je pa pomanjkanje časa večno prisotno, a ne? Mi smo bili zelo skeptični. Dolžina se nam zdi res huda in pač taka je metodologija za pripravo javno veljavnih programov. In moram reči, da ravno na poti sem smo srečali kolega Roka Trdana, Sceneta Štuparja, ki vodi pilotno skupino in je zatrdil, da ta dolžina ni problematična. To je za nas izjemno dobra novica. Vsekakor si pa obetamo tudi veliko od te možnosti teh modularnih izvedb, krajših programov. Ni pa rečeno, če bodo programi dobro pripravljeni, da eden povleče drugega, tretjega, da potem najdeš tisto jedro, ki ga lahko vlečeš dalje. Mislim, da bodo odgovore dale pilotne skupine, pa tudi konec koncev sami izvajalci. Zna biti, da je tudi to odvisno od promocije, regijske promocije, stanja v določeni regiji, izvajalca. Upamo na najboljše, da teh 100 ur dejansko ne bo ovira. Ti programi bodo brezplačni? Ja, mi računamo, da bodo v okviru kakšnega razpisa kot dvig kompetenc ali kaj podobnega in da bodo imeli možnost izvajalci izvesti tako celoten del, 100-urni, in še s temi nekaterimi dodatnimi moduli se včasih nabere celo več, če bi kdo želel.
in pa s temi krajšimi neformalnimi programi. Zagotovo smo prepričani, da bodo neformalni programi kratki zelo zanimivi. Za te 100-urne bomo pa še videli. Bomo pa še videli. Ja, omenila sem na začetku, da je bila ta problematika predstavljena na letnem posvetu in da je vzporedno tudi ravno potekal proces prijave na razpis, ki zagotavlja evropska sredstva za izvajanje programov, ki naj bi omogočili pridobivanje temeljnih kompetenc, dvig splošne izobrazbene ravni odraslih. Skratka, tukaj bi zagotovo lahko bil vir tudi za izvajanje teh programov. Drugače pa tako nekako velja, da tisto, kar je brezplačno, ni nič vredno. Včasih v očeh ljudi vsaj 1 evro bi bilo zaračunati, zato da znajo ceniti. To bi bilo v duhu finančne pismenosti, ampak to bolj za šalo. Ne vem, jaz morda bi pa vendarle imela eno pripombo. Ko sem bila še delovno aktivna, sem se povsem strinjala s teboj, zdaj se pa ne več. Ne več. Vidim, da obstaja pri enem določenem delu populacije, zdaj govorim samo o upokojenski populaciji, interes za učenje. Česarkoli. Dobro, recimo nekateri so pač bolj umetnostno usmerjeni, nekateri so jezikovno, drugi pač spet, nekateri pa so samo zelo radovedni. In vidim tudi pri našem društvu v Kopru, nekateri se udeležujejo vsega, vedno vidiš iste obraze, tista vedoželjnost, ki spremlja odrasle, in ta cena ali ne cena, zastojn ali ne zastojn, ni tako pomembna. Moram pa povedati, da se dejansko tako pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje je tale socialno-ekonomski status relativno visok. Verjetno, če bi podobno analizo naredili v večgeneracijskih centrih, bi morebiti bil odgovor drugačen. Tako da govorim za res zelo ozek del populacije, ki ga sama poznam, ki ga srečujem, bi si želela, da bi to veljalo tudi za ostale. Ja, to so pravzaprav dobre informacije, da se veča interes za učenje teh spretnosti, pa še kakšnih drugih. Žal samo med žensko populacijo. Tu pa še ni dobrih informacij na to temo. Torej, kako priti do moških, je že nov projekt lahko, ali pa posebna ciljna skupina, ki je treba tudi prilagoditi program, ker pri moških morajo biti neke specifike, ki jih še nismo mi doumele, me ženske. Mogoče bi potrebovali kakega moškega, ki bi razvil ta program. Ekipa Moški za moške. Moški za moške, ja. Taki projekti so že obstajali in ne vem, kam poniknili, ampak ja, to je gotovo ena taka neizkoriščena pokrajina finančna. Mora biti tudi kot ti mentori, prostovoljci, zdaj seveda večgeneracijski centri nudijo tu veliko možnosti, središča samostojno učenje so že omejena z določitvijo izobrazbene strukture za te, ki nudijo pomoč, ampak gotovo so še kje kakšne poti, kjer bi se sploh na področju tega digitalnega opismenjevanja, pa mora biti tudi finančnega, moški kot učitelji, mentori, predavatelji lahko uveljavili. Morda. Ja, eden od potencialov, ki so jih zdaj dve odkrili tukaj. Dodana vrednost programa, na novo odkrita. Ja, res je. Zdaj vprašanje, kje je ta program, kje bo dostopen, kako se bo, pot je prej Maja razložila, pilotna izvedba, potem strokovni svet, to je pač procedura, mimo katere ne moremo, če imamo javno veljavni program, kar je v redu, ampak pač ima tudi svoje omejitve. Ko bo pa enkrat zaživel, pa bo. Zdaj, rekli smo, pilotiranje že teče, vem, da je Rok z nami tudi tukaj z udeleženci, mora biti celo na liniji. Zdaj, Rok, če bi želel karkoli še dodati, kakšno vprašanje ali komentar, dobrodošlo. Jaz imam malce težav, zato ker iščem očesni kontakt s svojo gostjo vsakokrat, spremljati še tole, kar se dogaja v klepetalnici, je dokaj živahno, ampak še majhen ekran so mi dali in to je za mojo ciljno skupino čist prehud izziv. Tako da kdorkoli bi želel karkoli vprašati, dodati, komentirati, dobrodošel, da preprosto vklopi mikrofon in pove svoje. Zdaj pa vas ni, ne? Tudi nič hudega, razumemo.
Cene Štupar, torej Rok, celotna skupina udeležencev v pilotni izvedbi programa nas lepo pozdravlja in so navdušeni nad zanimivimi iztočnicami za razmišljanje in delo naprej. Mi pa smo navdušeni nad tem, da bomo dobili povratne informacije iz prakse, iz življenj ljudi, ki jim je to vse skupaj namenjeno. A ne? Seveda. Tako. Nekaj izkušenj že imamo z teh preteklih programov, vsekakor pri starejših je potrebno veliko ponavljanja. Potrebno je omogočiti, da tudi po koncu programa ali doma lahko uporabljajo te aplikacije, da imajo priročnike, da uporabljamo gradiva, ki so prilagojena starejšim. To pomeni, da so jasna, enostavna, s čim manj uporabe tujk, kar verjamem, da je v finančnem svetu zelo težko, ampak morebiti pa dobimo kakšno novo dodano vrednost za slovenski pravopis. Vsekakor pomoč tutorjev tudi dobrodošla, tudi to ozaveščanje o tem, kje je mogoče še potem poiskati pomoč dodatno prav tudi na področju digitalnika v okviru središč za samostojno učenje, v okviru teh novih digitočk ali večgeneracijskih centrov, kajti vsaka menjava recimo telefončka že predstavlja problem. Tudi gradiva morajo biti tako oblikovana, da prenesejo delo s pametnimi telefoni. Mi se moramo namreč zavedati, da velika večina starejših nima več računalnikov, to je visok strošek, tudi te internetne povezave so drage, servisiranje je drago, veliko pa delajo na telefončkih in marsikatero didaktično gradivo, pa tudi govorim lahko o spletnih straneh, niso prilagojeni starejši populaciji. Potem celotno izobraževanje mora naslavljati zelo konkretne probleme in izhajati iz teh čisto konkretnih primerov in tudi potem na teh gradivih, ki se pripravijo, vsak zase pripravi svoj akcijski načrt, recimo za vodenje, letno vodenje svojega družinskega proračuna, ki si ga lahko pogleda, ki ga lahko popravlja, ampak mu ostane njegov lasten personaliziran dokument. Problem so tudi učitelji, seveda javna veljavnost programa omejuje ta spekter učiteljev, torej pedagoško-andragoška strokovni izpit in pa želijo tudi nekako to usmeritev v določeno smer, kar pa ni vedno nujno. Pravno na področju digitalnega opismenjevanja smo ugotovili, da je pravzaprav smer izobrazbe manj pomembna, kakor ravno ta občutek za delo s starejšimi, ta empatičnost, predvsem pa potrpežljivost. Kaj ti ne morete verjeti, koliko različnih vprašanj lahko med takim izobraževanjem vznikne. In to ne neumnih vprašanj, pravzaprav takih, ki bogatijo potem naslednje Ene in druge. Tako, Ja. tako. Ja. No, to pa je ena omejitev javno veljavnih programov, ki je ne tako kot vsaka reč, ima pozitivne in negativne plati. Vsi ti, kaj bi rekla, predpisi, po katerih so javno veljavni programi narejeni, ne, zagotavljajo kakovost, temu so tudi namenjeni, a ne, po drugi strani pa to prilagajanje čist konkretni življenjski situaciji pa morda zaradi tega malce šepa. Ne, tako da Ja, veste, vsi, ki delamo izobraževanje odraslih, se zavedamo ene prednosti, ki jo imamo. Če je učitelj slab, nam to udeleženci to takoj povedo. V šoli ni mogoče, ga ne moreš zamenjati, on je tam za nedoločen čas in potem se pritožujejo starši in otroci in tako naprej, ampak to je zgodba brez konca, pri odraslih pa takoj povedo. In moraš takoj tudi ukrepati. In to je prednost. Po našem mnenju, mnenju naše skupine, bi lahko v teh programih učil nekdo, ki je sicer strokovno podkovan, vendar izpolnjuje pogoje za organizatorje izobraževanja odraslih. To so praktično vsi profili, kajti praksa je tista, ki ga potem naredi specialista na določenem področju. Odlično. Velika prednost izobraževanja, ena od velikih prednosti. Ja, izvolite nekdo. A lahko kaj komentiram? Prosim? Če lahko kaj komentiram? Ja, Luis, izvoli. No, v današnji skupini sva menda dva moška samo, z Sotovškom, drugih nisem našel. In vmes sem, priznam, gledal mojo kmečko verzijo v Excelu naših, torej družinskih financ. In to, kar bi mene pritegnilo ta program, bi bil
tako eno mala tabelica, kjer bi si pisal prihodke, odhodke, kredite, obveznosti, limite, etc. To, kar sicer sem si sam z muko pred 20 leti naredil, ker sem mogel. To je ena taka pobuda in vidim tudi, da bi se lahko še kak moški pridružil pilotni skupini. Jaz grem počasi v penzijo in sem pripravljen. No, a je še kaj lepšega kot to, da sva zdaj mi dve pravzaprav enega moškega zbezali in je zdaj vaš pravzaprav od vaše delovne skupine in ne samo, da se bo učil, on bo učil druge naprej. A mislim, Odlično. joj, super, odlično. Nikoli ne veš, kje te sreča čaka, a ne, Luis? Evo, takoj poslanstvo za tretje življenjsko obdobje. Ok, lep dan. Enako. Ja. No, in tudi Rok Trdan pravi, da hvala lepa za predstavitev in te vabijo na enega od srečanj, ki jih imajo v svoji pilotni skupini. Tako da, Hvala. hvala, odlično oddelano strani vseh naših gosti, spet same punce, ampak lej, Franci pa Darja nam tukaj izboljšujeta povprečje, ampak mislim, da smo vsi skupaj spet oddelali eno krasno lekcijo z področja spretnosti za življenje. Jaz bi zaključila samo z nekaj spoznanji vseh teh, predvsem zadnjih 8 forumov, kar se je potrdilo tudi skozi vsa izvajanja danes. Vse spretnosti so med seboj povezane. Krepiš eno, hkrati okrepiš drugo, ne da bi vedel včasih. In to je izjemno pomembno. Potem to, da je treba učiti in delovati vse, kako naj zdaj to rečem, lepo life-wide, medresorsko bi lahko rekli, ampak to preveč diši na politiko in na resorje v politiki. Skratka, vse vsebine življenja obdelovati in preko spretnosti omogočati njihov razvoj. Potem učiti se in delovati vse življenjsko, začeti pri otrocih in potem preko mladine, preko odraslih, pa tja do poznih, končnih let s tem nadaljevati, vse življenjskost, večgeneracijskost. Potem ne gledati zgolj katere oziroma katere spretnosti, torej kaj so vsebine, ampak kako te vsebine pripeljati do ljudi. Torej kombinirati pismenost, znanja, spretnosti, karkoli že tukaj je vse v ozadju, vse tja preko ravnanja, odnosa, pozitivnega, pravilnega odnosa do stvari, tja do blagostanja. To je naš skupni cilj. Potem izjemen pomen podpornih dejavnosti, to sem že tudi danes večkrat omenila, ozaveščanje, obveščanje, spodbujanje, svetovanje, informiranje in strokovni razvoj oziroma usposabljanje tistih, ki bodo potem te vsebine, te spretnosti prinesli do ljudi, ki jih potrebujejo, torej strokovni kader ali pa laiki, kakorkoli že, tisti, ki bodo delali z ljudmi. Potem, da mora vse temeljiti na dialogu, na zaupanju, na medsebojnemu spoštovanju. To sem včeraj omenjala, sem imela priložnost en delček naših prizadevanj predstaviti na posvetu višjih strokovnih šol. Veste, oni so bolj na svet dela, zaposlovanja orientirani in včasih pozabijo na splošne kompetence, pa sem jih skušala prebuditi v tem pogledu in jim povedati, da je sodelovanje pomembno. Celo že vejo, da poleg poklicnih je treba razvijati tudi splošne kompetence. Včasih pa pozabljajo, da mi delamo na tem področju že vrsto let, delamo natanko to, kar so oni zdaj ugotovili, da bi bilo potrebno in je treba samo sodelovati, ampak res na temelju medsebojnega spoštovanja in ustvarjanja nekih sinergij. In čisto na koncu ne pozabiti na navdihujoče zgodbe. Zgodbe so tiste, ki peljejo, ki pravzaprav so gonilna sila vsega tega. In takoj, ko boste imeli že v pilotnih izvedbah prve zgodbe ljudi, ki bodo znali povedati, kaj jim je to prineslo, katera obzorja jim je odprlo, je to treba takoj izkoristiti za promocijo, ki ste jo obe, Maja in Alenka, pa že prej je bila omenjena, prepoznali kot eden od mejnikov ali pa ravno tako dejavnikov
ki poganjajo, ki bodo poganjali finančno pismenost v prihodnje. Kajti vse, pri vseh spretnostih za življenje in delo, ki je seveda del življenja, se začne in konča pri človeku. In s temi besedami bi zaključila. 10 minut prej, mi smo tako dobri upravljalci časa, še tole pismenost, upravljanje časa bi bilo vredno nagovoriti enem programu v zvezi s tem. Jaz se tako javim in za udeleženko in za mentorko ali karkoli že to pomeni. Lepa hvala najprej zdaj našim gostjam tukaj, ki ste opravili fenomenalno delo, povedali, kaj počnete, kaj boste počeli in nas navdušili v zvezi s tem. Lepa hvala vsem udeležencem, ne samo, da ste nas spremljali, ampak tudi zelo dejavno sodelovali, veliko upisovali. Mi si bomo pogledali vse, kar je nastalo v klepetalnici, tudi na kakšno vprašanje, ki je bilo pozabljeno, spregledano, odgovorili individualno in seveda najbolj sem pa vesela, Lujza, njega sem vedno tako zelo vesela, pa najbrž nisem edina v tej naši srenji izobraževanja odraslih, ker smo dobili moškega, ki bo delal za moške in skupaj z njimi in tako naprej. Hvala in srečno pot domov, če jo imate pred seboj, srečno pa tudi pri vseh vaših prizadevanjih na tem področju, pa še na marsikaterem drugem. Nasvidenje.